Gospod, to ni bilo vprašanje. Ali obstaja oseba? Živa oseba na čolnu. Ja, na čolnu je veliko ljudi, ki dihajo. Nov zvočni posnetek iz primera Nolana Wellsa prikazuje kaos na vodi tistega dne, ko je 18-letnik izginil ob otoku Horn v Mississippiju. Zdaj pa slišimo paničen klic v sili. United Cajun Navy se prav tako odziva na odvetnika Bena Crumpa zaradi pomembne trditve. Poleg tega pa so tožilci sprejeli odločitev, da za zdaj zadržijo ključen dokaz, kar veliko pove o tem, kam bi lahko šla ta preiskava. Razčlenil bom vsak nov razvoj v tej zgodbi. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. V redu, spet smo tukaj z veliko novostmi, ki so se zgodile, odkar smo vas nazadnje obvestili o primeru Nolana Wellsa. Mislim, da smo vas nazadnje obvestili, ko so bili objavljeni rezultati neodvisne obdukcije, ki so mimogrede prišli ven. Niso mogli izključiti možnosti kaznivega dejanja. Tako družina Nolana še vedno zahteva odgovore. Seveda, še vedno čakamo na državni sodno-medicinski pregled in toksikološka poročila, ter kaj bo iz tega izšlo. Ampak kaj imamo zdaj? Imamo nov zvočni posnetek, ki ga je objavil oddelek za morske vire Mississippija. In ta nam daje vpogled v nekaj kaosa, ki se je dogajal na vodi tistega usodnega 4. julija. Eden prvih zvočnih posnetkov, ki jih slišimo z tistega dne, ujame, kar se zdi kot panični trenutki, ko je čoln, na katerem naj bi bil Nolan tisti dan in je bil povezan s to skupino, začel jemati vodo. Imamo celoten posnetek klica. Razčlenili ga bomo za vas, ampak najprej samo poslušajte to. Hej, smo na zahodnem koncu Horna in naša črpalka za izčrpavanje je prenehala delovati. Gremo, potapljamo se. Lahko, prosim, pridete? Da, kako visoko je voda že narasla, gospod? Voda narašča, mi samo potapljamo se. Ne vem, mi gremo dol. Torej, o tem sem govoril. To je zvok, ki očitno kaže na paniko, ko je čoln začel puščati vodo. Ampak obstaja ena stvar, ki jo poskušamo ugotoviti. Kje je bil Nolan Wells? Kje je bil Nolan Wells, ko se je to dogajalo? Je bil na čolnu, je bil že zunaj otoka? Ne vemo. To je ena izmed številnih vrzeli, ki jih še vedno poskušamo zapolniti v časovnici. In to, kar slišimo, je le en delček te velike sestavljanke. Nolanovi prijatelji zdaj govorijo. Povedali vam bomo, kaj so povedali v teh intervjujih. United Cajun Navy, ki je sodelovala pri iskalnih prizadevanjih za Nolana, odgovarjajo odvetniku Benu Crumpu, ki trenutno zastopa družino Nolana Wellsa. Izpodbijajo ključno podrobnost in podajajo šokantno trditev o tem, o čemer so dejansko razpravljali, oziroma o čemer niso razpravljali. Okrožni tožilec načrtuje potezo, ki bo spremenila, kdaj bomo lahko videli rezultate državne obdukcije. Torej, veliko se dogaja. Želim se poglobiti vse to. Ampak najprej naj se prepričam, da smo vsi na tekočem, če niste spremljali primera od začetka. Torej govorimo o 18-letnem Nolanu Wellsu. Bil je iz Ocean Springa v Mississippiju. Bil je študent na fakulteti, igralec ameriškega nogometa. 4. julija je šel s skupino prijateljev na otok Horn. To je pregradni otok ob obali Mississippija. Je res odmaknjen. Ni nobene komercialne pozidave ali česa podobnega. Šli so tja praznovati. Na neki točki je izginil. Tisto noč so ga prijavili kot pogrešanega. Sprožili so obsežno iskalno akcijo. In potem, 2 dni kasneje, 6. julija, njegovo truplo so našli na otoku. Ampak kaj se mu je zgodilo? To ostaja osrednje vprašanje. To ostaja vprašanje, na katerega nihče, vsaj javno, ne zna odgovoriti. Ali pa ni odgovoril. Rezultati neodvisne obdukcije, ki jo je naročila družina, so Nolanov vzrok in način smrti navedli kot nedoločena. In ne pozabite, družina je očitno nezaupljiva do organov pregona, ali sumničava, ali morda kritična, ker so bili prvi vtisi o tem, kaj se je zgodilo z Nolanom, da ni bilo znakov kaznivega dejanja. To je delovalo kot naključna utopitev. Zdelo se je, da želijo več odgovorov ali drugo mnenje, zato so najeli Bena Crumpa. Naročili so neodvisno obdukcijo. In ta patolog je ugotovil, da so bili deli Nolanovega telesa, deli njegovega vratu in grla, odstranjeni strani državnega medicinskega izvedenca, ker je državni medicinski izvedenec opravil prvo obdukcijo. Spet nimamo rezultatov. Torej je bil odstranjen strani državnega medicinskega izvedenca, preden je bila lahko opravljena druga obdukcija. Tako da drugi patolog ni mogel ugotoviti, ali je dejansko prišlo do poškodbe ali travme na vratu. In to pušča še vedno veliko vprašanj odprtih. Postavlja se vprašanje, ali državni medicinski izvedenec izvaja dodatna testiranja teh delov. Ali lahko državni medicinski izvedenec dokončno ugotovi, da je prišlo do travme, da je šlo za utopitev? Je bila utopitev naključna ali ne? Morda je težko reči, ali je bila naključna ali ne, glede na te vodne razmere. In potem je tle še tista rdečkasta obarvanost na zadnjem delu glave, o kateri smo govorili zadnjič. Po mnenju medicinskih strokovnjakov, s katerimi sem govoril, lahko izvira iz razkroja. Lahko bi šlo za to poškodbo pred smrtjo, saj mi je dr. Natalie Rutherford povedala, da se telo po smrti ne modri tako. Ampak začnimo zdaj razčlenjevati, kaj novega smo izvedeli. Kaj je novega?
Ministrstvo za vire Mississippija je objavilo posnetek klica na pomoč, ki je bil opravljen 4. julija z ladje blizu otoka Horn, za katero verjamemo, da je bil Nolan tisti dan na njej. Ne vemo zagotovo, kdo je opravil ta klic, vendar nam ponuja vpogled v to, kaj se je tisti dan dogajalo na vodi, vključno s potapljanjem čovna in paniko otrok. In še enkrat, kje je Nolan? Zdaj, preden predvajam ta posnetek, samo nekaj, kar morate imeti v mislih. Prvič sem to videl pri TMZ-ju. Charles Lebo je v bistvu rekel, da se na spletu odvija pogovor, da je v tem posnetku v ozadju. Lahko morda slišite. Je mrtev. Nolan, moj bog. Zelo težko je razbrati, prepuščam vam. Naj samo predvajam tole. Ne vem, če bo to del pogovora, ampak izvolite. Pomočniki Čito. Viki govori, kako vam lahko pomagam? In ali so vsi na krovu sicer dobrega zdravja? V redu. Ali potrebujete obalno stražo Združenih držav Amerike? Kaj? Ali potrebujete obalno stražo Združenih držav Amerike? Tega ne potrebujemo. V redu. Ali imate svoje trenutne GPS koordinate? Naj pogledam, 672. V redu, moje koordinate so 30 stopinj in 14,684 severno, nato zahodno 88 stopinj in 46,79. Prav, koliko odraslih in otrok je na krovu? Ne, ni izbire. Torej, je kdo na krovu? Koliko odraslih, gospod? To je bilo vprašanje. Raje skočite noter in izletite čep, medtem ko greste. Pozdravljeni, gospod. Hello. Ja, samo potrebujem, da odgovorite. Odgovorite na ta vprašanja, da vas lahko preusmerim k kapitanu. Koliko odraslih je na krovu? Na krovu ni nobenega odraslega. Na čolnu ni nikogar. Ne. V redu. Tukaj ni. Starejši od 21 let. Gospod, to ni bilo vprašanje. Ali je tam oseba? Ali je na čovnu oseba, živa oseba? Ja, na čovnu je veliko ljudi, ki dihajo. V redu. Koliko ljudi je, gospod? Približno 7. Dispečer na to preveže klic k kapitanu. V redu, ja. Pravkar sem govoril po telefonu z njegovim dedkom, za katerega domnevam, da je lastnik čovna. In on. Ja, rekel je. V redu. Mislim, dobesedno pravkar sem končal klic z njim. Rekel je, da trenutno ne potrebujejo nobene pomoči, ampak če se kaj spremeni, me bo poklical nazaj. Torej, predvidevam, da so morda ugotovili, v čem je težava, ker je to rekel, so v paniki in njihov čovn ne dela. Kot sem že prej rekel, točno ne vemo, kje je bil Nolan v tem trenutku. Ampak po poročanju WLOX je bil ta klic na pomoč opravljen okoli 16. ure. In po podatkih šerifovega urada okrožja Jackson ter drugih virih, ki smo jih slišali, naj bi Nolana na zadnje videli okoli 15. ure. Torej je bil ta klic opravljen približno 1 uro potem, ko so ga na zadnje videli. Ampak rad bi govoril o tem, kaj se je zgodilo po tisti tiskovni konferenci. Če ste gledali našo prejšnjo epizodo, se morda spomnite, da smo govorili o tem trenutku, o tej pomembni podrobnosti, ki jo je odvetnik Ben Crump povedal o tem, kako so našli Nolana. United Cajun Navy so bili zelo odprti. Dejstvo, da so nam povedali, nismo slišali od nobenega njihovega lokalnega uradnika, da so Nolana našli z obrazom navzdol, popolnoma oblečenega. No, to je za nas pomembno, ker smo ga nazadnje videli na posnetkih, je bil brez majice. Torej, kdaj si je oblekel majico? Nekdo je nekaj videl. Nekdo nekaj ve. Bilo je skoraj 300-400 ljudi. Nekdo nekaj ve. Pomemben trenutek, ker če je povezano s tem, če se spomnite tistega posnetka, ki se je pojavil le nekaj dni pred tiskovno konferenco, kaj ne? Ta posnetek, ki ga je pridobil in objavil TMZ, je bil posnet 4. julija ob 14:23. Torej nekaj manj kot 40 minut, preden so Nolana nazadnje videli. Zdi se, da prikazuje posameznika, moškega. Obstaja možnost, da je to Nolan, ki nosi modre kopalke in je brez majice. In spomnimo se, da je obstajala fotografija Nolana Wellsa, ki je tisti dan krožila, na kateri je nosil te kopalke s svojimi prijatelji. Tako je Crump postavil vprašanje, ali je kdo videl kaj vmes, ko je bil brez majice, kot tukaj, če je to res on. In domnevno, kot trdi, je bil kasneje popolnoma oblečen. Tukaj je težava. Težava je v tem, da United Cajun Navy pravi, da nikoli niso povedali Crumpu, da je bil popolnoma oblečen in zdaj zavračajo njegovo prvotno trditev. Zdaj se spravljajo nanj.
26. julija so na X zapisali, ali je odvetnik Crump lagal o UCN? Da. Rekel je, da nam je UCN povedal, da je bil Nolan popolnoma oblečen. To ni res. Nikoli nismo govorili s Crumpom in zagotovo nismo staršem povedali ničesar takega. Zdaj pa postane nekoliko zmedeno, ker ta trditev o popolnoma oblečenosti dejansko ne izvira od Bena Crumpa. Ne. Predsednik United Cajun Navy, Todd Terrell, je bil 20. julija gost v oddaji Crime Stories with Nancy Grace in je pritrdilno odgovoril na vprašanje o tem, ali je bil Nolan popolnoma oblečen. Toda Terrell se je kasneje očitno popravil in dejal, da je bil Nolan oblečen, kar pomeni, da ni bil nag. Nosil je kopalne hlače in da, moral bi biti bolj jasen. Tako je, kažunska mornarica to omenila v tej objavi na X, kjer so zapisali, citiram, ali so predsednika UCN vzeli iz konteksta med intervjujem? Da, njegova definicija popolnoma oblečenega je pomenila, da ni bil nag, da je nosil kopalne hlače. Ni pomembno, kaj je kdo drug mislil, da to pomeni. Pomembno je le, kaj je mislil Todd, ker je on to rekel. Bistvo je, da je bil Nolan, ko so ga našli, oblečen samo v kopalne hlače. To je dejstvo, ki ga ni mogoče zanikati. To je umetno ustvarjena motnja, da bi preusmerili pozornost od te napake na tiskovni konferenci. Torej, to je spor z United Cajun Navy. Zdaj pa želim govoriti o ključnih osebnostih v tem primeru, ki zdaj javno spregovorijo. Domnevni Nolanovi prijatelji. Imeli so dolge intervjuje s konzervativnim komentatorjem Brandonom Tatumom v oddaji Officer Tatum. To, kar pravijo, dodaja še več plasti vsemu temu. Naprimer, najprej Tristan Shepard, opisan kot eden najboljših Nolanovih prijateljev. Vendar pojavljali so se komentarji, da je Nolanova družina to morda javno zanikala. Ampak tukaj je, o čem je govoril z Officer Tatumom. Tako je govoril o trenutku, ko je izvedel, da so našli Nolanovo telo in rekel, citiram, ob 6 sem točil gorivo v naš čovn. Ob 7 so mi povedali, da peljejo še en čovn na Chandelier. Zato sem svoj čovn dal nazaj na dvigalo in šel v McDonald's. In potem sem po odhodu iz McDonald'sa izvedel novico, da so našli njegovo telo. Pravi, da ni imel nič s Nolanovo smrtjo in da od takrat živi s krivdo, rekoč, citiram, vsako noč, ko ležem, se obsojam. Obsojam se vsakič, ko mi pride na misel, ker v svoji glavi mislim, če ne bi pil, če se ne bi zapletel tisti prepir, očitno je bil tisti dan nek prepir, ki pa ni vključeval Nolana, ampak je vključeval njega. Morda bi lahko kaj naredil. Morda bi Nolana opozoril, hej prijatelj, ne pejdi s to punco, pridi nazaj z nami. Morda bi se vse skupaj odvilo drugače. Torej ja, govori o tem prepiru, za katerega pravi, da se je zgodil na otoku, o očitnem sporu s tujcem, ki je bil tako intenziven, da naj bi ga stric prisilil, da se vrne na čovn in odide. In glede komentarja o dekletu, to je zanimivo, ker pravi, da je to zadnje, kar je tisti dan rekel Nolanu. Citiram. V redu, prijatelj, rad te imam, se vidimo kasneje. Vesel sem, da sem to rekel. Bil sem malo pod vplivom in verjetno sem zato takrat to tudi rekel. Samo veš, postal sem malo čusten, ampak sem pomirjen. Sem to rekel. Še en prijatelj, Warren Hudson, je tudi spregovoril. Bil je intervjuvan. Govoril je o telefonu, ključih, o noči, ko se je vse sesulo. Po Hudsonovih besedah so bili v izredni situaciji. Morali so hitro oditi, zato so želeli, da Nolana spravijo na čovn. In rekel je, citiram, Nolan, spravi se na čovn. Pojdi na čovn. In Nolan je rekel, ne, ostal bom tukaj. Zdaj, vsa ta debata o tem, ali je Nolan ostal na otoku, da bi govoril z dekletom, Nolanova družina je od samega začetka poudarjala, da bi bilo zelo nenavadno zanj, da bi zapustil svoje prijatelje. In to je tudi pomembno. Po navedbah revije People, Nolanova mama Christine Wansley je v prejšnjem intervjuju za Grio, to je bilo pred nekaj tedni, povedala, da jo je ta mlada dama, s katero je Nolan očitno govoril, kontaktirala. V intervjuju je povedala, citiram, najprej me je kontaktirala, v bistvu je šlo za situacijo v stilu živjo in adijo. Tako da ni povsem jasno, ali je sledil tej punci. Kako dolgo sta bila skupaj? Kako dolgo sta se pogovarjala? In glej, ena največjih posebnosti vsem tem, zakaj imajo ljudje toliko vprašanj, je, da ne glede na to, kaj se je zgodilo z Nolanom, nihče ni videl ničesar. Nihče ga ni videl, da bi se utapljal, če je temu tako. Poglejte, ne vemo natančno, kaj je bilo povedano organom pregona, kaj je bilo povedano Benu Crumpu in njegovi ekipi, ampak to je veliko vprašanje. Tukaj pride v poštev telefon, prav? Družina Nolana je izrazila zaskrbljenost, da je bila vsebina izbrisana. In ne pozabite, telefon je bil očitno puščen na čovnu. Družina je povedala, da so uporabili aplikacijo Life 360, da so našli Nolanov telefon. Na to pa so ga prevzeli od njegovih prijateljev. Povedali so tudi, da se jim zdi nenavadno, da bi pustil telefon za sabo, če bi nameraval ostati na otoku. Hudson pa je povedal naslednje, citiram, ni bilo razloga, da bi dostopali do Nolanovega telefona. Nihče se ni dotaknil Nolanovega telefona. Nihče ni bil niti v stiku z njegovim telefonom, dokler ga niso premaknili iz čovna v tovornjak. In nihče od nas nima dostopa do Nolanovega gesla, da bi lahko vstopil v njegov telefon in karkoli izbrisal. Nismo imeli nobenega razloga, da bi karkoli brisali. Tukaj nimamo ničesar za skrivati. In govorilo se je, da morda ne bi vzel telefona s seboj, ker greš v slano vodo. Morda je to običajno, ko si na čovnu. Hudson je tudi pojasnil časovnico, saj trdi, da je Nolana nazadnje videl okoli 15. ure
4. julija. In trdi, da je videl Nolana v vodi z neko punco. Rekel je, citiram, pogledal sem Nolana, on pa je zmajeval z glavo in se smejal. Jaz pa sem rekel, človek, ti si nor. Tako Shepard kot Hudson sta zanikala, da bi imela kakršnokoli povezavo z Nolanovo smrtjo. Prav. Zdaj pa želim govoriti o še eni novosti, pomembni novosti, ki vpliva na samo preiskavo. Samo prejšnji teden je okrožna tožilka Angel Myers McElrath podala izjavo, s katero je potrdila uradno obdukcijsko poročilo države. To se preučuje. Ne bo dano v javnost, dokler ga ne pregleda velika porota. To je pomembno. Velika porota je sklicana, da ugotovi, ali so kazenske obtožbe upravičene. Tožilka je to jasno povedal v pogovoru za VLOX in dejal, citiram, vsaka smrt v okrožju, razen tistih zaradi naravnih vzrokov in prometnih nesreč brez kaznivega dejanja, je predstavljena vaši veliki poroti. Veliko ljudi ne ve, da smo preiskave smrti na ta način vodili skozi celotno mojo kariero. Povedala je tudi, da njeno tožilstvo vodi preiskavo na enak način kot vse ostale in za WLOX dejala, da pritisk za odgovore ne spremeni tega, kar delo zahteva. Naša odgovornost do Nolana in naše skupnosti je, da to preiskavo opravimo temeljito in previdno, brez kompromisov, podprto z dokazi in vredno zaupanja ljudi, ki jim služimo. Naša zadržanost pri posredovanju dejstev in dokazov ni poskus skrivanja resnice pred javnostjo. To je prizadevanje za zaščito integritete te preiskave in postopka velike porote. In to bi bilo smiselno, ker če so te informacije že v javnosti, ali bo to vplivalo na izjave drugih pričanja, bi lahko spremenili zgodbo. Bi to lahko vplivalo na potencialne člane velike porote, ki bodo izbrani? Želite, da je vse čim bolj zaupno, dokler preiskava poteka. Zdaj se je dotaknila tudi poplave dezinformacij, ki krožijo po spletu in dejala, citiram, če žrtvujemo integriteto postopka v prizadevanju, da bi odgovorili na današnja vprašanja, tvegamo, da bomo spodkopali zaupanje v jutrišnje odgovore. Stvar je v tem. Okrožni tožilec pravi, da je to standardni postopek. Nolanova družina je bila od samega začetka razočarana zaradi pomankanja preglednosti. Pozvali so lokalne uradnike, naj bodo bolj odprti. Jasno so dali vedeti, da ne zaupajo, da je preiskava ustrezno vodena. Kar zadeva čas sklica velike porote, okrožni tožilec tega ni povedal. Tako za zdaj čakamo, kaj se bo zgodilo naprej. Od samega začetka smo bili na tekočem s tem. Še naprej bomo spremljali dogajanje, da bo ta družina dobila odgovore, ki jih potrebuje. To je vse, kar imamo za vas trenutno tukaj v oddaji Sidebar. Hvala vsem, da ste se nam pridružili. Kot vedno se naročite na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate podcaste. Najdete nas tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če mi želite slediti na X-u, Instagramu ali v moji oddaji Jesse Weber Live na News Nation, od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.